v takšnem okolju, kot je ta vas, nismo navajeni. Kako se vi počutite? No pa, zdaj sem že sam sebe navadil, da se znajdem tudi v takem okolju. V zadnjem času sem se odločil obiskati različna delovna mesta in opraviti poln delovni dan z zaposlenimi, pri čemer mi pač delovodja ukaže, kaj lahko koristnega storim in to poskušam pridno opraviti. Tukaj v Cimusu je, kaj počnete? Ni zahtevno delo, je tukaj delo pri dveh gospeh, ki na stroju pripravljata nek del za motor pri Audiju. Ampak vseeno je treba biti natančen in pozoren, ker delodajalec zahteva visoko stopnjo kakovosti in moja naloga je ne samo, da hitro poskušamo delati, ampak da tudi natančno delamo. In prav tukaj smo lahko ugotovili, da če karkoli ni 100%, se takoj ustavi proizvodnja in takoj ugotovi, zakaj ni 100%. Tako zelo natančno delo, ki zahteva veliko pozornost. Ampak vmes pa je kakšen trenutek za kaj heca, pa še za kaj. Po koncu kampanje, če boste morebiti izvoljeni za predsednika, se boste še udeležili kakšnega takšnega dela ali se boste bolj posvetili delu predsednika? Jaz mislim, da je na nek način to samo na drug način delo predsednika. Veste, se mi zdi, da za nekoga, ki je suveren, torej predsednik republike, seveda manj predsednik vlade, ker pravzaprav si tega privilegija časovnega niti ne more privoščiti, če smo zelo odkriti, glede to, da poznam delo predsednika parlamenta in predsednika vlade. Domnevam pa, da predsednik države to lahko stori in da je na nek način celo to mogoče ne samo privilegija, ampak dolžnost. Pa da si dejansko enkrat na toliko časa vzame 8 ur ali 10 ur v enem dnevu in takole na tak način poskuša drugače razumeti utrip ljudi, ki jim predseduje. In ne če bom, ampak ko bom izvoljen za predsednika, bom to tradicijo ohranil. Pa tudi vam moram reči, da v krizi, ko se ljudje vedno bolj in bolj zapirajo, vedno manj so pripravljeni povedati o stiskah svojih, ker vam ne pripisujejo, da jih lahko rešite. Če pa takole pridete, po nekaj urah, ko se nekoliko odtali ta let, nezaupanja do politikov sploh, ko vidijo, da ste kot mravljica, da ste pridni, če ne bojo nič rekli, pa nič, boste pa vseeno pridno delali, pa šli. Pa se pa nekako tudi oni odprejo, nekako se jim zdi fair, da pol pridejo, pa se želijo slikati, pa steče potem proces te komunikacije, vam na čist drugačen način povejo svoje, kot sem rekel, strahove in svoje upanje. Tako da bom to delo opravljal tudi v prihodnje.